vsak reče, jaz bi tudi nepovratna sredstva, ful jih poznam, ta je dubu, pa on je dubu, sam jaz ne. Pa vprašam, vi ste oddali vlogo? Ja, ne še. Ne smemo iti v to sam zaradi subvencije, ampak moramo imeti projekt, da ga bomo izvedeli tako ali pa drugače, bomo dobili subvencijo ali pa ne. Ful je še podjetij, ki sploh ne vejo, da kaj tazga obstaja, da lahko dobijo cenej kredit, ker je strah, vsi zategnajo ročno in vsi grejo v varčevanje in to ni dobro za gospodarstvo, ampak kaj tak ne vemo, kaj bo, ne. Tako da se mi zdijo mogoče včasih te zaveze od teh razpisovalcev kar tako malo hude, no. Vse se dobro sliši, dobim za ston denar, ampak ni to vse, no. Ta res sama vloga, zaveze, poročanja, to je veliko dela. Mislim, kar moraš zaslužiti, ne, tisto subvencijo. Res dobro pripravijo bilance in imajo nek fokus na projekt, ki ga bojo dejansko izvedeli. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Vesna, živjo, dobrodošla pri nas. Upam, da se v redu počutiš z nami. Ja, hvala, super je. Ti si strokovnjakinja za finance, a ne? Imaš pa tudi v bistvu eno tako zelo posebno super moč, o kateri se bova pogovarjali, in to je, da znaš podjetnikom zrihtati zelo poceni ali pa celo zastonj denar, ne? Kako to počneš? Ja, tega se poslužujem predvsem preko javnih razpisov, ki jih razpisujejo bodisi agencije državne, bodisi inštitucije, ministrstva, lahko pa tudi Evropa, pač takrat je več konkurence ves EU, tukaj v Sloveniji pa samo slovenska podjetja. Ok, zdaj, če pogledava malo javne razpise, ne? Jaz mislim, da to vsi približno poznamo, ampak se noben kaj dobro ne znajde v tem. Kako bi v bistvu podjetja sploh lahko poiskala en razpis, ki je za njih pomemben? Da te popravim, jaz še zmeraj mislim, da ful je še podjetij, ki sploh ne vejo, da kaj tazga obstaja, da lahko dobijo cenej kredite, ne. Praktično so bili tudi krediti Slovenskega podjetniškega sklada, ki so imeli obrestno mero nič, ne, torej samo Euribor zraven. Tako da Ena priložnost. Ja, to je bilo pa med korono, drugače to so bili tisti mega korona dodatki za spodbudo gospodarstvu. Drugače pa kje najdeti? Jaz zmer pravim podjetjem, naj se naročijo na novičnik od Spirita. Spirit je pač javna agencija za spodbujanje gospodarstva. Za novičnik od Slovenskega podjetniškega sklada, tukaj je spet sklad državni za podjetnike, potem je Razvojno-regionalni center Ribnica, vsa ministrstva imajo novičnike, sicer ne, nekatera imajo, nekatera ne, ampak je to treba malo sprot gledati, ne. Je kar precej virov, je pa tako, da res podjetja njih nimajo časa se s tem ukvarjati in ne vejo lih, kaj se vse dogaja. Ja, meni se zdi, da se zelo velikokrat zgubimo, ne, v tej poplavi različnih virov in možnosti, ampak če pa že najdemo nek razpis, ki nam je všeč, je pa potem naslednji korak najbrž priprava na ta razpis. Kaj bi ti svetovala, kako naj to zgleda? Naj si vzamemo 2 dni pa enormno količino kofeina, pa upamo, da bo šlo tako, kot mora iti, ali kakšna boljša pot? Ja, zdaj tako, eni razpisi so lažji, ko ne rečem pač prijava je lažja, eni so bolj konkretni, težji, ne vem, Ministrstvo za kmetijstvo, tukaj govorim že bolj nepovratna sredstva, no, če so prej o kreditih govorile, so že zelo kompleksne prijave, jaz si sploh težko predstavljam, da kakšno majhno podjetje tle govoriva, ne vem, v rangu do 50, ali pa še manj, da 25 zaposlenih, ki nimajo kakšne finančne funkcije v podjetju, da je to zelo težko obvladovati, no. Tako da jaz sem drugače tudi, no, to je moj posel, pač zunanja neodvisna svetovalka, ne, za finance in v okviru tega pripravljam tudi vso dokumentacijo za podjetja in namesto njih, za njih poskrbim, da se da vloga, bistveno s tem pač izboljšajo možnosti, da v bistvu razpis sredstva dobijo. Tako da je to ena zadeva, je pa tudi tako, ne, če podjetje planira nek razvoj, ne, v prihodnje, spet to moraš planirati za 1 leto naprej, je res zelo pameten, da si pogleda, kakšno bilanco bojo dali, zato ker pač osnova za banke
in pol tudi za sklade je neko stabilno poslovanje, niti slučajno ne sme biti rdečih številk, ker potem ne boš nikjer dosegel tistih količnikov, meril. Tako da treba je imeti v redu bilance, da dobiš sredstva. Če nimaš v redu bilance, se zdi pač mogoče logično, da tisti, ki imajo težave, bi bili upravičeni do kredita, ampak ne, tle moraš kar solidno poslovati, da dobiš v bistvu sredstva za razvoj podjetja, za spodbudo, da se širiš, da zaposluješ. To so neka glavni cilji. To se pravi, ja, ta razpisna sredstva, krediti niso toliko namenjeni reševanju nekih težav, ampak bolj nekemu dodatnemu razvoju, nekim inovacijam, nekaj, kar širi naša podjetja. Zdaj, omenila si bilanco. Dajva se mogoče tukaj malo bolj dotakniti tega. Kakšne imaš ti izkušnje, kako se ti zdi, mogoče v sodelovanju s kakšnimi strankami, kako smo slovenski podjetniki z bilancami? Spremljamo, ne spremljamo? Joj, to je tako različno, ne, mislim, eni niti ne vejo, koliko so imeli pač niti dobička, niti prihodkov, pojma nimajo, kaj so jim računovodje oddali. In tudi zaradi tega, ker takrat dobijo vmes neko priložnost za rast in bi rabili pač seveda sredstva, za nakup, ne vem, stroja, nepremičnine, karkoli že. In si lih zaradi tega pač uničijo vse možnosti, ker so pustili, da so računovodje pač oddali bilance take, ki so, in jih niso nič pogledali, in so v bistvu jim je šla ta priložnost izplavala po vodi. Kaj pa je ena taka ključna ali pa mogoče par ključnih kazalnikov, ki je pa res jih smiselno ali spremljati sproti, mogoče mesečno ali pa na kvartal, pa kaj so pa tiste specifike, ki pa jih res moramo pogledati, preden naš računovodja odda bilanco? Mislim, tle je zdaj specifika taka, zdaj spet delimo povratna sredstva, povratna krediti, so zelo res finančni kazalniki v spredju, tle gledamo dobiček iz poslovanja in amortizacijo. To za banke pomeni nek prost denarni tok, s katerim lahko v bistvu podjetje financira svoje projekte. Tle vidijo, imaš ti sploh dovolj denarja, da si lahko privoščiš ta kredit, če po domač malo bolj povem. Super. Ker teh kazalnikov je kar nekaj. Prej sem še pozabila reči podjetja. V Sloveniji je, ne vem, še zmeraj vlada ta mantra, da čim manj je treba imeti dobička, da boš čim manj davka plačal državi. In ta mantra in ta stremenje k temu marsikatero podjetje stane kakšne dobre priložnosti, zato ker si pač davčno optimira bilanco, vsi to vemo, kaj pomeni, ampak s tem nimajo pol dovolj denarnega toka, to se pravi dobička iz poslovanja plus amortizacija, da bi lahko dobili sploh kakšen kredit, In so v bistvu potem pri recimo banki ali pa razpisodajalcu označeni kot nekdo, ki ni dovolj siguren za eno tako investicijo in v bistvu priložnost splava po vodi. Ja, to so te glavni kazalniki in je treba to res gledati, ali pa ne vem, imaš kakšne še, ki grejo še v malo večje ekstreme, da imajo, ne vem, karikiram 100.000 evrov prihodkov in prikaže izgubo 500 evrov, To je čist, vemo, zakaj so to naredili, vsem je jasno, ampak to je minus, to je rdeča številka. In vsaki banki vam pade pač ker je lahko 100 evrov ali pa 100 evrov je za banko čisto isto, minus je minus, ali pa za sklade to pomeni, da pač nek kazalec ni dosežen, ker to tam dajo minimum, kakšne mora biti kakšne kazalci, in če je v minusu, pač ne moreš kandidirati na ta razpis. V bistvu te lahko par 100 evrov zelo veliko stane, če ne razmišljaš vnaprej. Ja, to so oportunitetni stroški neke odločitve. Ok, to se pravi, se je definitivno treba lotiti razmišljanja o razpisih ne tik pred zdajci, 2 dni, 3 dni pred rokom, ampak res mogoče 1 leto prej, pol leta prej, ali pa res redno skrbeti za to, da imamo urejeno finančno stanje, pa da ne preveč davčno optimiramo, tako da je potem na dolgi rok v našo škodo. Ampak tega se mogoče malo dotakniti teh različnih finančnih inštrumentov. Omenila si nepovratna sredstva, povratna sredstva. Kakšne so tukaj ključne razlike? Saj že malo ime pove, ampak povratna sredstva so krediti,
To pomeni, financiranje je še vedno veliko bolj ugodno za podjetje, kot recimo, da gre k banki. To se pravi, tukaj imaš subvencijo obrestne mere, potem imaš nižje zahteve po zavarovanju. To je dobro za podjetja, ki praktično nimajo nekega premoženja, s katerim bi lahko jamčile, pač, da bojo lahko vrnile ta kredit, ne, dale v zavarovanje. Tako da, v glavnem poanta v tem je, da je treba ta sredstva z obrestmi vrniti, ne. Kakšna pa so ta zavarovanja ponavadi? Zavarovanja so pri teh subvencioniranih obrestnih merah oziroma pri teh razpisih so zelo minimalna. Do 100.000 evrov imaš samo menice in osebno poroštvo. Nad 100.000 evrov se pa že zahteva neko zavarovanje premičnega bodisi nepremičnega premoženja. Seveda banke rajš vidijo, da je to nepremičnina. Se pravi, kakšni poslovni prostori, obrati, proizvodni. Ja, mislim, plus je to, da če ti imaš projekt, da kupuješ poslovni prostor, daš to v zavarovanje. Okay. Za nepovratna sredstva je pa tako, da je to v bistvu subvencija, ne. Ti imaš en projekt, ga spelaš, plačaš, končaš pač in potem v bistvu zaprosiš za črpanje. No, prej mora biti seveda ta vloga odobrena, ne. In ta črpanje, to je subvencija, ko dobiš denar nazaj, to je zelo različna višina subvencije. Ali si zahodna, vzhodna kohezijska regija, ali si obmejno problemsko območje. Tako res vsak razpis je svoja specifika in tam piše, ne. Seveda so pa v bistvu najbolj podprte tisti projekti, ki so iz nekih bolj nerazvitih področij, ne. Nepovratna sredstva so zato, da se zmanjšujejo razlike med posameznimi regijami. In potem v bistvu kakšna regija, ki je seveda podhranjena, dobi malo več financiranja, kakor tista, ki je na primer že malo bolj razvita, ne. Ja, imaš recimo lahko neke razpise, kjer lahko nastopajo, kandidirajo samo podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki je načeloma manj razvita od zahodne, ne. Kaj pa vse približno paše? Kje je ta meja med vzhodno pa zahodno? Ja, to je kar zanimivo, ne. To ni kot v Sloveniji poznamo geografsko vzhodni, zahodni del, ampak nekako so probali tako razdeliti, da je enaka, ne vem, kaj pokupni moči, kako bi rekel, ker tle, ne vem, v zahodni regiji predvsem je močna pač osrednja slovenska, ne. Potem pa te Pivka, Ilirska Bistrica, Postojna, a ne, te so še v vzhodni regiji, čeprav so bolj zahodne geografsko, kakor pa recimo, ne vem, Ljubljana, ne, kjer je recimo ta vzhodno-zahodna po geografsko razdeljena. To se pravi, je smiselno, ne, preden se kam prijavimo, da tudi pogledamo, a sploh pašemo v to, ne, da ne gremo samo geografsko vzhod-zahod pogledati, ampak da vidimo, a je naša občina dejansko uvrščena na ta seznam. Ja, to je spet tako odvisen. Nekateri razpisi zahtevajo, da je podjetje registrirano na tem območju, nekateri pa, da je investicija, pač predmet projekta v bistvu v tej regiji, a ne. Zaradi tega, ker podpiraš tam. Pol, tudi če si iz Ljubljane, pa narediš, ne vem, v Vinici glamping, pa imaš v Ljubljani registriran, Vinica je obmejno problemsko območje, pač lahko tam kandidiraš. Se pravi, če sva zdaj kaj izluščile, ne, če se vrneva nazaj na razpise, sva predvsem to, da so si zelo različni, da je zelo veliko različnih pogojev in da je razpisno dokumentacijo res fajn dobro prebrati, ne, preden se česarkoli lotimo. A imaš mogoče kakšno tako splošno pravilo ali pa kakšen korak, kje so mogoče tiste tipične napake, ki jih podjetja delajo, ko se prijavljajo na razpis, pa se jim lahko izognemo? Ena, ki se mi še vedno skozi ponavlja, kljub temu, da opozarjam to podjetja vedno, je potrdilo o plačanih davkih oziroma en dan preden odda se vloga oziroma na dan oddaje vloge morajo ne glede povratna, nepovratna sredstva karkoli biti plačane vsi davki in prispevki. To na žalost zelo velikokrat se zgodi, da se vsi matramo, ful je časa, malo, radi bi čim prej ta sredstva in potem se na taki tehnikaliji padeš, ne. Oni tolerirajo, FURS tolerira oziroma sklad razpisovalec 50 evrov, ne, da si lahko, kar je pa več, pa ne, a ne. In pol je, ne vem, razni zgori. Pa ste rekli samo davki, ne pa prispevki. Mislim,
to so vse pač dajatve, ki jih je treba plačati cesarju in brez tega pač ne bo šla zadeva čez. Ne. To je tako res numero uno napaka. Ne. Druga je, kot smo že rekli, to, da se vsaj pri nepovratnih, da se prijavljajo projekti samo zaradi subvencije, ne pa zaradi tega, ker bi dejansko radi nekaj naredili. Ker to se slej, ko prej neki pol, nek sfiži, ne, ker ne gre. Ker, kakor sem rekla, zadeva mora biti najprej izvedena, plačana, mislim, spet tudi je tako, da so nek predfinanciranja ali pa pač sprotna črpanja, to se spet razlikuje glede na razpise. Ampak ne smemo iti v to sam zaradi subvencije, ampak moramo imeti projekt, da ga bomo izvedeli tako ali pa drugače, bomo dobili subvencijo ali pa ne. Ja, to je prav, da ne gledamo kot nek free money, ki nam bo zdaj nekaj omogočil, pa se prilagajamo razpisu, ampak da v bistvu se držimo nekega našega poslovnega načrta in v bistvu je to samo neka dodatna podpora. Ne? Večkrat si že omenila, da so pri javnih razpisih, da je to subvencija in da je v bistvu treba sfinancirati projekt naprej. Ne? To pomeni, mi recimo dobimo odobreno vlogo, vse je super, ampak denarja pa v resnici ni na računu. Ne? Ja, to zdaj misliš bolj, ta način je v bistvu zdaj bolj pri kreditih, če jaz te prav razumem. Tle je tako, da se zagotovi gospodarnost, ne? Pač ti dobiš neka sredstva, ki si rekel, da jih boš namenil za to in dejansko jih moraš, to se preverja. Zdaj včasih je bilo tako, da so se sredstva kar nakazala na računa, ne? In potem se je tako to malo, ni bilo lih toliko transparentno, kot bi mogli biti. Zdaj so pa banke oziroma razpisovalci zahtevali, da se predložijo računi in potem se iz tega odobrenega kredita pač banka plačuje te račune. Ne? Tako da ne moreš ti imeti kar prosta sredstva. Dobro, za kakšne mikrokredite Slovenski podjetniški sklad, kaj to do 100.000 evrov se nakaže, ampak ne vem, 1 milijon ga ne dobiš več skoraj na račun. No? Ja, to se pravi, moramo v bistvu vse skupaj je malo bolj zakomplicirano, malo bolj kompleksno. Pa tudi je kakšna, to pa verjetno bolj pri javnih razpisih situacija, kjer v resnici ti najprej sfinanciraš projekt in potem dobiš povračilo kasneje. To se pravi, moraš ti finance imeti nekako naprej pripravljene. Ja, temu se reče zaprta finančna konstrukcija. Ja, mislim, se je zato, ker greš v to, moraš ti imeti sredstva že v resnici pripravljena, ne? In zagotovljena. Tle je tudi ena stvar, nekaj se reče dvojno financiranje, tle je pripovedano, da smeš recimo na kredit, obstajajo zdaj neki hibridi, ki to dovoljujejo, ampak ne moreš ti na javni razpis za kredite in da financiraš v bistvu iste stroške, kot jih boš dobil pol recimo za nepovratne povrnjene, ne. Pač dvojno financiranje je prepovedano, to se pravi, za iste stroške ne moreš dobiti iz 2 virov subvencije. To je prav tudi začena taka stvar, ki jo moramo paziti, ne? Da ne vložimo 2-3 vlog, pa upamo, da bomo vse dobili, ker se potem v bistvu spravimo v nek prekršek v resnici. Ja, mislim, ne moreš, to je prepovedano praktično. Zelo enostavno, ne? Ja. Okay. Ampak omenila sva v bistvu še eno tako pomembno stvar, ki mogoče malo plavava okrog nje, in to je poslovni načrt. In se mi zdi, da je mogoče tudi ena taka stvar, ki ni domača, še posebej ne mladim podjetjem ali pa majhnim podjetjem. Kaj bi ti svetovala okrog tega poslovnega načrta? Ga pripraviti, ne pripraviti? Zdaj, jaz mislim, da za start-upe je pač nujen, no, ker to je res en pogoj, ki tebi pomaga, je res kot orodje, ne neko nujno zlo, ampak te pomaga razmišljati o tem, kaj moraš ti vse imeti v glavi, poiskati vire, vedeti, kje približen so tvoji kupci, pač narediti celo analizo trga, finančne projekcije, vse. Jaz mislim, da je to zelo pomemben. Ni pa nič narobe, če že tudi več kot 5 let posluješ, ne, če res nameravaš kaj novega uvesti v poslovanje, da se spet pripravi poslovni načrt. Sicer poslovni načrt je nujna priloga razpisa tega pač za večje investicije Slovenskega podjetniškega sklada.
obsega tako 30 do 40 strani in je kar treba temeljito opisati celo poslovanje in tudi sam projekt. To se pravi, v bistvu treba kar nekaj truda vložiti, ne, zato da se sploh lahko da prijava, ki je kvalitetna, da pridemo do nekega sredstva. Ampak, če se mogoče res malo dotakneva te dileme, ne, to se pravi, ne smemo se dvojno financirati, ne moramo kar vlagati vlog pa upati, da bo šlo najboljš. Kako pa naj potem podjetje, ki recimo si želi neko financiranje, presodi, kaj je bolj smiselno, iti na nek javni razpis za nepovratna sredstva, kredit vzeti, kaj je tisto, mogoče kakšna taka smernica, ki lahko pomaga pri odločitvi? Mislim, lahko vzameš oboje, ne? Sam ne smeš imeti tistih stroškov tam upravičenih oziroma ki jih daješ, ki jih financiraš, ne? Tako da dosti podjetij se tudi tega poslužuje, ne vem, da lahko gre za kakšne turistične kapacitete, nepovratna sredstva, ne? In to da v, ne vem, gradnjo, opremo pa financira recimo preko kredita. To se pravi, v bistvu pokombiniramo različne aspekte projekta z različnimi financiranji, ne glede na to, kaj je takrat na voljo. Zdaj se tudi obeta, bo vedno več teh nekih hibridnih rešitev, torej, da bo dovoljeno v bistvu, da boš v istem razpisu imel in nepovratna in povratna sredstva, ki jih boš porabil v bistvu za, da boš lahko financiral, ne, ta tvoj projekt, iz katerega boš pol dobil subvencijo, ne. Tako da to je zelo fajn, ne, ali pa predfinanciranje se tudi reče, to nimajo vsi projekti, to se pravi, ti imaš odobren projekt in že dobiš takoj denar, da lahko ti sploh narediš, ne. Ok, to se pravi, ratuje ta finančni trg, ne, tudi malo bolj fleksibilen glede na potrebe podjetja. Ja. Kako ti gledaš na te novosti, ki prihajajo? Meni se zdijo zelo dobrodošle, ne. Zdaj treba gledati to, da je to vse v luči tega, da ta agenda, ki je zdaj da evropska sredstva traja tam do 2027, črpa se še do 2029, Slovenija je trenutno še neto prejemnik sredstev iz EU, to se bo definitivno obrnilo zato, ker vstopajo države ali pa so že vstopile, ki so bistveno slabše v gospodarskem smislu kot Slovenija in bojo zdaj one dobile ta denar, tako da se tle ta malha, ne, ko smo, ne vem, 600 milijonov, 650 milijonov na let dobivali, ne, za porabiti, bo definitivno šlo v smer bolj kreditov, pa bolj teh hibridnih variant. Sama nepovratna, jaz ti je napovedam, da jih bo zmer manj. Misliš, da tele... Da je treba to zdaj izkoristiti, no. Jaz vsem povem, no, da dajte zdaj čim bolj se financirati iz tega, ker tega pol ful ne bo več. Tako da. Če pa že sva na tej temi, no, kaj pa je mogoče zdaj, je kakšen tak razpis, ki pa ga je vredno omeniti, da bi bil zanimiv za majhna podjetja? Ja, definitivno, to je ta, o katerem sem že govorila, P1 plus Slovenski podjetniški sklad, to je za kredite za obratna sredstva do 100.000 evrov, potem nad 100.000 evrov do 1.250.000 pa za investicije v osnovna sredstva. To pomeni bodisi nakup poslovne nepremičnine, obnova, novogradnja, stroji, računalniki, kakšni programi, ja, stroji sem že rekla, tega je zdaj kar precej. Tako da so res ugodne linije na tem razpisu, ne. In tle se v bistvu financira tudi posebej neko zeleno podjetništvo, zeleni projekti, tega je zmer več, no. Tako je mantra teh evropskih sredstev, do not harm, pač projekt naj bo tak, da ne bo poslabšal dejanskega stanja okoljskega, da ga bo zboljšal, da bo bolj trajnosten. To je vse mantra teh evropskih projektov, ne, in tudi v kreditih se to pozna. Tle je zelo ugodna obrestna mera, ne. To je za obratna sredstva 0,75 plus Euribor, za zelene 0,25 plus Euribor, za pač te klasične projekte pa 0,50 plus Euribor. To se pravi definitivno nekaj, kar se splača izkoristiti. Kje pa lahko v bistvu, kakšen je mogoče rok za prijavo?
Ta je tudi zato tak fajn razpis, ker ima velik respons. Zdaj je bil prvi, rok je že bil 23. 5.4. bo počas, ne. In pol je en na mesec do poletja, tam julija je ta zadnji, pa spet septembra. To se pravi v bistvu vsak mesec Načeloma vsak mesec. z nekim poletnim premorom. Ja, tako da se podjetja takrat, načeloma ne bi podjetja že v juniju začela razmišljati, kva bojo delali naprej, ne. To bi bilo fajn, ja, ne bi začeli razmišljati, ampak po tvojih izkušnjah razmišljajo? Ja, večina ne. Mislim, zdaj sicer, spet pač gospodarstvo se vnaša in spet en strah. Vsi govorijo pač, ker je strah, vsi zategnajo ročno in je pač gospodarstvo, vsi grejo v varčevanje in to ni dobro za gospodarstvo, ampak pač spet gremo spet nek tak cikel, ampak je pa zdaj tako, lih taki cikli, ki so bolj kritični, ko je kriza, je potem mogoče za gospodarstvo dobi še več spodbud kot sicer, ne. Ja, to se pravi, po eni strani te zunanje okoliščine, geopolitična situacija, ki ni glih bleščeča, je v bistvu definitivno težava, ampak misliš, da bo po eni strani za finančne inštrumente pa tudi priložnost, da mogoče izkoristijo naša podjetja več nekih subvencij, več možnosti? Ja, zdaj, če bo to res eskaliralo v kakšne čudne, ne vem, okoliščine, in da bojo pač podjetja res imela, da bo tako padla gospodarska aktivnost, se sigurno bo več sredstev namenilo. To, če ne bojo dali vse za vojno. Ne. Upajmo, da ne, ja. Definitivno ni nekih bleščečih napovedi trenutno v tem času, ko se midve pogovarjava. Pa mogoče še na tej točki kakšen nasvet, ne? Rekla si, da vsi zelo hitro zategnemo pas, ko se začne širiti ta strah, začne se šušljati o gospodarskih krizah, o vojnah celo, ne, in tako naprej, ne samo o trgovinskih. Kaj pa mogoče res narediti kot malo podjetje, ki mogoče res boji nekih takih geopolitičnih situacij, pa ni prav stabilno na trgu? Kakšne ukrepe lahko sprejme? Mislim, če ni prav stabilno, je težko karkoli predlagati, razen to, da ne sprejme čim več nekih ukrepov, da bo lahko sploh obdržalo svoje podjetje, ne. Zdaj, veš, to je zelo odvisno, v kateri panogi si, s čim se ukvarjaš, pa nas že pač davčna zakonodaja kar dobro seka male podjetnike, ne, pa da narečem podjetnice, ne, ker se ukvarjajo pač več ali manj z nekimi nizkomaržnimi storitvami, ne. Tako da se za te bojim, da jim ne lih kakšna luštna prihodnost, no, upam, da se nam to zgodilo, ampak za večja podjetja pa tako, zdaj so zelo različna, eni so nagnjeni bolj k tveganju, eni zategnajo pasove in imam zelo različne stranke, ne. Ene lih zdaj vidijo priložnost, dajmo investirati, bomo tole dobili, bomo kupili, da bomo lahko še več delali, da nas ne bo, pokopali, pač če nič ne delaš, ni denarja, pol tudi ne moš plačati in pol gre vse v maloro. Tako da, jaz bi rekla, da ne, težko reči, mislim, ker je res, eni, ki imajo toliko zaposlenih, so to zelo težke odločitve, tako da jaz bi jim prepustila kar njim, no, ampak ja, definitivno je treba misliti na to, da kje boš dobil vire, a boš šel zdaj v to investicijo, zdajle takoj, če jih nujno ne rabiš. A je mogoče to ena taka točka, da ne posega v kadrovske ali pa druge strateške odločitve direktorjev, ne? Ampak je ta negotovost, ki je na trgu, tudi ena točka, kjer je smiselno pa mogoče pogledati svojo bilanco, svoje poslovanje, svoje finančne tokove, pa to oceniti z vidika take malo bolj kritičnega pogleda? Ja, no, saj tle gledaš, ali bi zdaj šparil, varčeval, a boš sekal stroške, a boš začel kar odpuščati, jaz ne bi, no, mislim, šla v to, ker, zdaj pač pumpajo s tem strahom, ne, in pol vsi začnejo sekati, stroške. In pol gre to seveda, se veš kam, kateri so oni, to so pol
luksus se začne, oziroma pač kakšne te osebne storitve, ne, pač ne greš enkrat na mesec k frizerju, pa ne kupuješ več rožic, pa a veš, Enkrat kaj na teden mislim, na ne. masažo, ja. Ja, take stvari, a ne, to se začne najbolj, ne. Večja podjetja pa razmišljajo o kakšnem prestrukturiranju v smislu res odpuščanja, karkoli, no, jaz močno upam, da ne. Ja, mislim, da to vsi upamo, da ne, ampak peva midve mogoče nazaj na kakšno malo bolj prijetno temo, da ne bova preveč zabredle v ta strah pa geopolitično situacijo. Rekli sva javne razpise, govorili sva v bistvu o nekih tipičnih napakah. Kaj pa poročanje, ne? To je tudi ena taka bolečina vseh podjetnikov, ki se lotevajo javnega razpisa. Kako pa je s tem? Poročanje pri kreditih je v bistvu zelo enostavno, to lahko vsak podjetnik sam naredi, niti ne rab kakšne zunanje pomoči. Jaz mislim, ker je v bistvu sam treba predložiti račune pa potrdila o plačilu. Kar se pa tiče nepovratnih, ne, je pa spet, to je pa druga pesem. Nepovratna poročanja znajo biti zelo zoprna, zato ker ti se zavežeš, ne, v razpisu, v pogodbi, da boš to pa to naredil, ne. In potem, ko pride poročanje, moš ti zdaj to vse dokazati, da si res izvedel tisto, kar si ti povedal, kaj bo, ne. Ja, in to je mogoče... In to je lahko velika bolečina, če to ni tako, ne, v dejansko. In to se najbolj vidi pri unih, ki so šli sam zaradi subvencije v nepovratna sredstva. In tukaj v bistvu na poročanju se lahko zelo hitro potem zataknejo taki projekti, bi rekla. Ja, pa poročanje je tudi res tudi tako zelo zoprno, tudi iz tega vidika, ne, pač, ker če nisi tega naredil, tudi denarja noš dobil, ne. Pa tudi zelo je, zdaj sem imela en primer, mi je pravila kolegica, ker je to tako, tudi računovodsko moraš ta projekt spremlja. To so vsi stroški, ki se nanašajo na projekt, morajo biti na svojem stroškovnem mestu knjiženi, ker so tudi dokaz, ne, kaj se zdaj dogaja, kaj si ti financiral s temi sredstvi. In če tega ne narediš, a ne, je spet lahko padeš, ne. In to moraš biti zelo, zelo pozoren, no, pri tem poročanju. Velikrat, a ne, velikrat so podjetja, ki najamajo zunanje svetovalce samo za izvedbo projekta, oddajo vloge, ne, potem pa rečejo, poročali bomo pa sami. In potem se zatakne tukaj? Ja, se največkrat zatakne, ker to tudi tako zelo veliko časa porabiš s tem. In v podjetju imam pa res v resnici toliko časa, da se bo še s tem posebej. Seveda tudi, če zunanji svetovalec morata sodelovati, sam večino pol naredi zunanji svetovalec, ne. Tako da tle je kar velik tveganje, ker če ti tega ne izpelaš, moš vračati sredstva nazaj z obrestmi, ne. In potem v bistvu ne samo, da nisi dobil financiranja, nakopal si še eno zelo veliko finančno luknjo, ne, ker si je pa najbrž v nobenih časih ljudje ne želimo, a ne, še posebej pa ne v takih negotovih, kakor so zdaj. To se pravi, kaj pa mogoče lahko naredijo podjetniki, ki so že dobili neka sredstva ali pa čakajo na neka sredstva, pa niso prav sigurni glede tega poročanja. Definitivno je fajn, da se obrnejo na nekega zunanjega svetovalca, ki jim lahko strokovno pomaga, ampak kako pa v bistvu peljati tak projekt? Ne? Omenila si, da je treba ločeno računovodstvo oziroma ločeno stroškovno mesto določiti. Kaj še pomaga, da na koncu res pridemo do te subvencije? Tle moraš biti to izvira že z dobre priprave projekta. In te dokumentacije, ki si jo itak že zelo mogel podrobno pripraviti. In največkrat je, da tiska pripravlja, tudi poroča, zato ker pač ve, kaj se dogaja, ne? Kaj se dogaja v projektu. Tako da tudi kar se mogoče tiče pravnega vidika, ne, je tudi fino ta spremljava in da v bistvu se podjetje zave, da kaj obljublja v tisti pogodbi, ne, še vse. Ja, da v bistvu... Ker te so zaveze, znajo biti, so krediti, za nepovratna, kjer sem delala, ko sem gledala in tako sem rekla, jaz pa tega, ne vem, če bi se šla tudi takle denar, da se zavežeš, ne vem,
da imaš, ne vem, vsak mesec tako pa tako dodano vrednost na zaposlenega, da vsako leto. In da vsako leto moraš zaposliti še enega človeka, ne. Kaj tak ne vemo, kaj bo, ne. Tako da se mi zdijo mogoče včasih te zaveze od teh razpisovalcev kar tako malo hude, no. Pa se mogoče tudi marsikdo odvrne od tega. Ja, to se pravi, Ravno ne, zaradi da ne vzamemo teh javnih razpisov kot kar neko zastonj priložnost za denar, ne, ampak da v bistvu res preberemo tudi ta drobni tisk, kaj smo se dejansko zavezali. Ne. Mislim, da je velikrat tudi problem pri javnih razpisih to, da podjetja spregledajo, da je treba določen čas zagotavljati rezultate in v bistvu potem nekako tega finančnega dela zagotavljanja rezultatov ne vračunajo v svoje finance, ne, in si v bistvu, čeprav dobijo subvencijo, v resnici nakopljajo še eno finančno luknjo, ker niso vračunali tistih dodatnih, ne vem, 3-5 let, ki jih pogodba narekuje, da morajo te rezultate zagotavljati. A si se srečala mogoče s kakšnim takim primerom tudi? Ja, mislim, ker grejo, ne predvidijo teh stroškov, a ne, zraven. Pač to je problem, a ne. Ker pač vsaka nova zaposlitev se knjiži kot strošek, a ne, rečemo lepo, da je to investicija, a ne, ampak računovodsko se zavede kot strošek. Ja. In to je treba vračunati. Tudi, ne vem, dober COVID, ki je bil, a ne, to so drugače z nekim odlokom, so te stvari pač uredili te zaveze, a ne, ker ti v COVID-u se vede, si mogel odpuščati, nisi mogel delati, nisi mogel zdaj tistih zavez izpolniti, ne, o dodatnem zaposlovanju, dodani vrednosti. To je bila res neka izredna situacija, ne, ampak verjetno pa ni glih zaračunati, ne, da boš ti vzel neka razpisna sredstva, pa upal, da te reši en COVID pred temi zavezami, ne. Ja, mislim, res je tako, no, kar sem rekla, to vedno poudarjam, to je treba res jeti iz glavo take zadeve. Iskreno, ne, jaz, če so kakšni sam, da grejo zaradi subvencije, pač jaz rečem ne, da ne bom tega delala, ker res škoda mojega časa. Verjamem, ja, pa verjetno zna biti na takih projektih tudi več škode kot koristi, ne, tako na samem projektu, kakor potem mogoče na rezultatih, ki ne bi bili. Konec koncev na referencah, a ne, sej, če pol, ko gre vse v franže, se pol ti prsti začnejo delati. Poplesovati naokrog najbrž, ja. Ja, tako da ni fajno. Tako da toliko smo že, da se naučili v tem času podjetništva, da pa tudi kakšne stvari rečeš ne. In je mogoče tudi fajn, da kakšni podjetniki rečejo včasih javnemu razpisu ne, če so prebrali razpisne pogoje, pa mogoče rajši poiščejo kakšen kredit, recimo, ki bi jim bolj enostavno omogočil financiranje tega projekta z manj zahtevnimi pogoji. Tako. Je boljš, sam pač, a ne, vse se dobro sliši, dobim zastonj denar. Ampak ni to vse, no, ta res sama vloga, zaveze, poročanja, to je veliko dela, mislim, kar moraš zaslužiti, ne, tisto subvencijo, ni kar to zastonj denar, ne, da se tala, ne. Mislim, vsak reče, jaz bi tudi nepovratna sredstva, ful jih poznam, ta je dobil pa pa jaz jih vprašam, pa ste vi že kdaj dali vlogo? Aj ne, pa reče, sam jaz ne. Pa vprašam, vi ste dali vlogo? Ja, ne še. Mislim, to je ista fora, kot z loterijo, ne. Je loto srečka, tam je malo manj dela z papirologijo po loto srečki, ne. Pa ja. Tukaj je mogoče vseeno malo več drobnega tiska pripetega zraven. Ampak mogoče bi se tako, zdaj, ko se najin čas počasi izteka, eno tako vprašanje, prej ko sva začeli to debato, sva govorili o tem, da so javni razpisi pa te krediti namenjeni širjenju podjetja, to se pravi, so za neka stabilna podjetja, ki iščejo rast, iščejo nove produkte na trgu, nove storitve. Kaj pa, če je podjetje v težavah? Kam misliš, da se lahko obrne po pomoč? Ali je to bolj znajdi se? Ja, sod piše, da so izločena podjetja v težavah, kar pomeni v prestrukturiranju, v stečaju, v likvidaciji, to se pač reče podjetja v težavah, ki so dejansko res tako že na papirju v težavah, a ne, ki so pa kakšna, ki malo slabš poslujejo, je pa tako res zelo težko, to sem že prej rekla, da je zelo težko, a ne, tisti, ki mislijo, ki slabo nam gre, rabili bi sredstva,
v bistvu nekako ta sredstva niso pravi naslov, ne. In je mogoče boljš potrkati oziroma boljš pogledati mogoče pod svojo havbo, po domače povedano, pa zoptimizirati stroške, pa poskusiti kaj drugega naštudirati, ja. Žal. Prej sem še o teh aktualnih razpisih, sem sam za tale kredit povedala, bi povedala še za nepovratna sredstva, da je ta regionalno razvojni sklad Ribnica objavil en razpis za nepovratna za turizem. To so kar čakali, mislim, kar veliko podjetnikov čaka na ta razpis in to je za pač vlaganja v neke turistične kapacitete. Je to spet taka zadeva, da je to za malo večje projekte, kot recimo, 10 apartmajev, mislim, za neko apartmajsko hišo za 10 apartmajev, tako da, ampak so sredstva, tako da tale kar luštanje pa zelo kratek rok, 1 mesec. Ja, to je pa v bistvu potem treba kar zavihati rokave, ne. Pa mogoče kontaktirati enega zunanjega svetovalca, da pomaga pri tem kratkem roku. Vesna, hvala, da si bila z nami, ampak preden te spustimo, še eno zadnje vprašanje in sicer mene zanima, če bi lahko izpostavila eno stvar iz tega najinega pogovora, da jo res poslušalci vzamejo sabo na temo financiranja, kreditov in tako naprej. Kaj bi jim želela res položiti na srce? Definitivno, da če mislijo kandidirati na kakršnem koli javnem razpisu, da res dobro pripravijo bilance in imajo nek fokus na projekt, ki ga bojo dejansko izvedli. In plačajo Fursu. In to. Je treba cesarja dati, kar je cesarjevga. Hvala, Vesna, da si bila z nami. Ja, hvala tebi.